Slovenska matica leto 2022 zaključuje z izdajo zbornika Slovenski mediji v Italiji, nekoč in danes. Zbornik je zbirka prispevkov, ki so jih na posvetu o slovenskih medijih v Italiji, nekoč in danes pripravili referenti iz področja italijanskega zamejstva. Posvet je potekal v Slovenski matici 26. oktobra 2021. Dovolite, da se na tem mestu prav posebej zahvalim Alešu Bergerju, ki je dal pobudo za to, da o stanju slovenskih medijev v Italiji sploh razpravljamo. Dovolite, da se zahvalim Miljani Cunta, ki je poskrbela, da je bil ta posvet uspešno izpeljan. Seveda velja posebej zahvala tudi vsem referentom, ki so svoje prispevke prvič predstavili na samem posvetu, zdaj pa priredili tudi za izdajo v tej knjižici. Posvet je le prvi v seriji posvetov, ki jih o slovenskih medijih med zamejci načrtuje oziroma izvaja Slovenska matica. Prvi je bil namenjen medijem v Italiji. Ta je zdaj doživel tudi svojo knjižno izdajo. Drugega smo organizirali letos in je bil namenjen medijem v Avstriji. Knjižica Slovenski mediji v Avstriji, nekoč in danes, bo predvidoma izšla v letu 2023. Njen urednik bo Daniel Grafenauer. Prav tako bo v letu 2023 Slovenska matica organizirala posvet, ki bo namenjen slovenskim medijem na Hrvaškem in v Porabju. Tudi izdajo te knjižnice načrtujemo, predvidoma za leto 2024. Slovenska matica torej nadaljuje svoje temeljno poslanstvo, da se zaveda, da slovenski kulturni prostor ne končuje svojih meja tam, kjer se konča meja države Republike Slovenije, ampak da je tako širok, dolg in obsežen, kamor seže slovenska beseda, slovenski jezik, torej tudi v zamejstvo in upamo v prihodnje, da se bomo lahko posvetili tudi Slovenkam in Slovencem po svetu. Slovenski mediji v Italiji so seveda tema, ki je pravzaprav zelo pereča, glede na to, da vse analize, ki smo jih tudi pred leti že izdali, recimo doktorja Buffona, kažejo na to, da število Slovenk in Slovencev, manjšina, torej upada. To pomeni, da je medij še toliko bolj pomemben, da preprečuje asimilacijo prebivalstva v italijansko okolje, tudi italijansko jezikovno okolje. Zato je treba opozoriti na nekaj velikih stebrov, ki predstavljajo slovenske medije v Italiji. Med njimi na 97 let Mohorjeve goriške družbe. In o tem je v zborniku pisal Renato Podbersič. Prav tako je danes med založbami pomembna založba Mladika, ki je izšla iz revije Mladika. Poleg in tudi založništvo Tržaškega tiska. Poleg seveda knjig in knjižnih publikacij pa je potrebno opozoriti vsaj še na časopisje, pa tudi na audiovizualne medije. V zborniku, ki je pred vami, je tako Igor Devetak pisal o Primorskem dnevniku, Ivo Jevnikar o reviji Mladika, Jurij Palk o 25 letih delovanja in izdajanja Novega glasa,
Miha Obid o novem Matajurju, ki je že več kot 70 let glasilo manjšine v Furlaniji. Luciano Lister o Domu, časopisu za nepismene Slovence. Alina Carli o reviji Galeb in o izzivih ohranjanja jezika v današnji slovenski šoli. Marjan Markežič pa o 75 letih revije Pastirček. No, in če omenimo vse še audiovizualne medije, je Marko Tavčar tisti, ki se je dotaknil vprašanja slovenskih sporedov, radio, televizije Italija, torej Raja. Urednica zbornika je bila Nadja Rončeli, ki se je na tem mestu prav tako iskreno zahvaljujemo in ki je veliko bolj podrobno, kot zmoremo v tem prispevku in v današnji kratki predstavitvi, govorila o pomenu založbe Mladika kot dejavniku ohranjanja in razvoja slovenstva v Italiji. Na samem posvetu, ki sta ga uvodoma počastila svojima nagovoroma predsednik Slovenske matice dr. Aleš Gabrič in tedanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, sta oba izpostavila, kako zelo pomembno je izdajati knjige v slovenskem jeziku. Kako pomembna je beseda kot tista, ki najbolj intenzivno skrbi za ohranjanje slovenske identitete in kulture v prostorih, kjer je število Slovencev majhno in v prostorih, kjer ni samoumevno, da poteka šolanje in vse ostalo v slovenskem jeziku. Torej, Slovenska matica poskuša tudi s tem zbornikom nadaljevati svoje spoštovanje do tako pomembnih središč slovenstva, kot so tudi Furlanija, Benečija, pa tudi Trst. Ne omenimo, da je samo v preteklih letih izdala kar nekaj knjig na to temo, tako na primer pesniško zbirko Renata Kvalje, Zeleni okriši ali zelene krošnje, pa v zbirki Odstiranja, zbornik o Simonu Rutarju in Beneški Sloveniji. In o pomenu vseh takih knjig širše in obče in o pomenu seveda tudi slovenske besede, v zborniku v zadnjem sklopu spregovorijo oziroma zapišejo še Vesna Mikolič, ki govori o pandemičnem medijskem diskurzu v tisku ob slovensko-italijanski meji, Bojan Brezigar, ki govori s prispevkom Jezik, okolje, pluralnost, zakaj so slovenski mediji v Italiji drugačni, Primož Sturban, ki opozarja, kako so ti slovenski mediji ranljivi s prispodobo o Sciliji in Haribdi, ter David Bandel, ki za ranljivost in hkrati pomen slovenskih medijev v Italiji uporabi Prešernovo ali tudi Kocbekovo metaforo strah in pogum in zapiše: preteklost, sedanjost in prihodnost slovenskega revijalnega tiska v Italiji, refleksija med upom in strahom. Za več pa vas vabimo, da vzamete v roke knjižico Slovenski mediji v Italiji nekoč in danes. In seveda, da vzamete v roke tudi knjige, ki jih bodisi pišejo Slovenci, ki živijo v Italiji, ki jih naslavljamo na Slovence, ki živijo v Italiji, in pa seveda tudi njihove revije,
njihove časnike, njihove knjige in poslušate tudi njihove oddaje. Samo tako bomo zmogli in vedeli več tudi o nas samih, ki živimo v matični domovini. Hvala lepa.